En lep pozdravček v novi Kozmo epizodi. S tabo sem Flora Malotrič in danes imam eno res cool gostjo. Moram priznati, da je ona tako mal moj girl crush, odkar sem jo spoznala, sva se res takoj ujeli. Z mano je Tjaša Perko, kaskaderka, mati, žena, prijateljica, tudi podjetnica v bistvu, kmalu sploh, o tem na koncu epizode. Drugače pa je ena taka sončna oseba, polna energije, mislim, da si največja energetska bomba, kar jih poznam. No, hvala enako. Tako da si ena taka inspiracija, kako usklajevati toliko enih različnih aspektov življenja in se veselim vsega, kar se bova danes dotaknili. Joj, hvala za tako najavo, sem kar malo rdeča. Še dobro, da veš, to kamera pol malo skrije. Ja. Kako si, Tjaša? Ja, super. Maj se je začel, pomlad je tukaj in vse cveti. Meni je najlepši pomladi. Ljubljana je to lepa. Ful, vse je lepo pomladi. Res. Svet je lepši, ko je moja koža rjava. To pa definitivno. Lik si prišla iz Rima. Ja. Kako je bilo? Iskreno, mislim, sem bila že večkrat v Rimu, všeč mi je pač Italija itak nasploh, ampak taka gužva, ne. A res? Ja, res, že zdaj? da smo bili tako, mislim, sploh gremo pogledati, tam male sva peljala malo znamenitosti, pa tako sama, veš, to je taka gužva, da te mine, no. Res, čisto je preveč. Ampak povsod je zdajle za prvomajske, saj vem, otroci na počitnicah, pa tako ne, sam, pa smo šli pa v botanični vrt, pa ni bilo to gužve. No hodo, evo, ste šli malo gledati pomlad tudi v Rimu. Tako. Meni je Rim eno tako posebno mesto, pa sploh še nisem bila tam. A res? Jaz ful obožujem filme od Woodyja Allena, a ne? No, On mi je jaz tako tudi. pritegnen v dobro smer, kar se filmov tiče. Ja. In par let nazaj sem sploh vse njegove filme pogledala in To Rome with Love mi je tako en ljubših. In sem si prav rekla, Rim bom pa prešparala za eno destinacijo, kamor bom šla svojo grande amore. Ja, veš, Ne gelati. Ja, tako da v bistvu še nisem šla, jo malo tako šparam za eno tako ljubezensko destinacijo, sicer sem se malo izdala, ko bodo vsi vedeli, kam bom šla. Aha, Kaj se ni več dogaja? Tako da ja, sem se malo izdala, ampak tako eno tako magično mesto mi je ta kultura, lepota. Vse je magično, ampak veš, ko so take gužve, vsako vsako magično mesto, kar malo zgubi to magičnost. In sem prav tako bila, pa dejno, resno. Mislim, saj smo tudi mi šli, saj tudi mi gremo, tudi mi zelo veliko potujemo, pa radi, a ne. Ampak, se mi zdi, da to potovanje je ratalo zdaj kot en pač bolj dostopno in nek lifestyle. Mladi se bolj odločajo tudi za, ne, vsaj tako, kar se meni zdi, no, ne imeti otrok, pa bolj potovanja, pa tak lifestyle, pa mogoče kasneje imeti otroke, ne, kar je čisto okej, a ne. Ampak se mi zdi, da veliko ljudi potuje, no, v primerjavi z 10 let nazaj. Ja, vse, kot si rekla, ful je bolj dostopno, cenejše vozovnice. Jaz sem bila na španskih stopnicah 10 let nazaj, takole slikana sama. Zdaj pa najbrž sploh Novembra, zraven nisi prišla. za praznike isto. A res? Ja. Pa takole sem jih pogledala, pa sem takole naredila. Fajn se imejte. Noro. No. Ja, nimamo kaj, pač moraš zbrati malo take neturistične dneve. Ja. Čeprav po mojem je zdaj, ker rata toplo skozi. Ja. Zdaj smo zabluzili. Ne, čisto okej. V Rimu je vedno fajn biti. Vse poti vodijo v Rim. Tako. Okay. Ampak greva midva iz te poti na tvoj začetek. Okay. Ti si odraščala v eni taki zelo posebni družini. Kar ja, bi človek rekel. Tvoj oče, če se ne motim, je zelo mlad nekako pribežal iz Makedonije s trebuhom za kruhom in postal kaskader. Tako. In potem ti nisi odraščala tako z barbikami pa s punčkami, ampak na motorjih pa iz balkonov si skakala v take stvari. Sicer sem vedno imela tudi barbike, sicer sem jih postrigla, pa tako, ne? Ampak imela sem jih. Tako da je bil balance, veš, malo tega. Ampak ja, v večini pa v vonju bencina, bi rekla. In kakšno je bilo tvoje otroštvo? Imaš kakšen tak poseben spomin? Pa meni čisto normalno, dokler veš, ne odrasteš in te ljudje ne začnejo spraševati in v bistvu pogledaš za nazaj, ne rečeš, wow, ne, smo pa res malo posebni. Mislim, jaz sem z očetom bila na snemanjih od mojega, bi rekla, 6. leta, tako da so bili dnevi, ki sem pač bila z njim, pa sem sedela, pa gledala, pa čakala, ker tisto, ki je v filmu oziroma za kamero, ve, da je
velikega čakanja za tistih par minut, ne. Tako da sem se načakala, sem se naučila biti potrpežljiva, mogoče, ali pa ne. Tako da in opazovala vse, kar se je dogajalo za kamero in pred kamero. Ne. Vsi igralci rečejo, da bi bil vsaj plačan za minute, ko čakam, ne za one minute, ko igram. Pa vedno pol z leti se naučiš, da greš stran od tistih prikolic s hrano, ker so vedno, no vsaj v večini, so tako dobre in kar skozi je tam. A veš? In bi kar sam jedel, ker čakaš. Ja, itak, kaj pa češ? Vse se spomnim, že na reklamah je v bistvu dosti podoben, kar par reklam sem snemala. Ja. In pač tam čakaš in so roglički in sadje. In se kamera menja, in se kader menja, in se svetlova menja. In čakaš sonce in čakaš sonce. Ampak jaz uživam, meni je všeč. Ja, se je nekaj posebnega. Uživam. Kdaj je bila pa recimo tvoja prva vloga, se spomniš? Ja, moja prva vloga, taka zares, prej je bilo tudi nekaj, sicer bi se mogla z očetom malo usesti pa preštudirati, ampak ta prva vloga je bila pa, ko sem bila stara, mislim, da je bilo 7-8. Wow. Ja, film Felix, ki potem sploh ven ni prišel, ker mislim, da se je z režiserjem nekaj zgodilo. In tega filma nikoli nismo videli, sicer smo vse posneli. Ko sem nadomeščala, oziroma sem bila dvojnica fantku, takrat še je bilo, se spomnim, mi je še oče rekel, da malo te bojo postrigali. Ne? Sicer imam take, veš, take zamegljene spomine, a ne? Čist malo te bojo postrigali, tako sem imela dosti kratke lase, a ne? Ja, veš, zdaj pač je tako, noben se ne bo dotaknil glasa, pa ničesar, veš, pač lasulja, ne? Itak je zdaj je čist drugačka takrat. Pa je bil nek bel sprej, ki je bil malo bolj blond, a veš. V bistvu sem stala na konju, ki je galopiral, pa dol sem mogla pasti. Wow, pri 8 letih. Ja, in se spomnim, je bil on takole na sliki eni. Je bil jezen po mojem, ker ga punčka nadomešča. A res? Kako hudo. Jaz pa pač, ali spet. Nič nisem bila princeska. Ej, kaj pa je mami rekla na vse to? Ja, mislim, moja mami je še pol tako v odraščanju, pa še zdaj mi kdaj reče, a si ne bi dala kakšne oblikice? Se zdaj že obupala, veš, recimo roza. Ne, ti zgledam. Sploh sedeti ne bi znala, po mojem, veš. Ja, pač šla je, pustila nas je, kaj pa je hotela. Ona je dosti mirna, no. Ampak tako je šlo. Življenje zmeraj je rekla, paste, ali pa zmeraj je v bistvu pustila očetu, da naredi po svoje. Ona se recimo zelo boji vode, a ne. Je rekla, če bi bila z mano še zdaj najbrž ne bi znala tako plavati, a ne. In je rekla, vzamijo pa naučijo, a ne. Nora. Ona je pa bolj tako. Ampak nasprotje se privlačijo. Je rado tvoj oče en tak varen pristan, nekoga mirnega, da se je malo pomiril po vsem tem adrenalinu. Tako. Ja, ti si v bistvu delala na ogromno enih filmih, Salma Hayek, pa recimo Megan Fox, Ryana Reynoldsa si spoznala. Ja. Kakšni so ti ljudje? Tako, a ti je kdo ostal posebej v spominu? Mislim, itak ti vsi ostanejo v spominu, so ljudje tako, kot mi seveda. Sem že tolikrat govorila na to temo, da sem pa a veš, vsi mislijo, da so tako nekaj posebnega. Tako kot ljudje, ne? Tako kot recimo jaz, ko sem tebe spoznala, ne? Ti si meni bila na ta prvo žogo, sve se, a veš, ujele. In tudi, ko priješ ti na projekta, ne, jaz bi rekla, da takole mi je klikalo od vseh Salmo. Ona bi tlele zdaj z nama sedela, pa se režala, pa mogoče bi še noge na mizo dala. Pol je najine vrste človek. Ja, tako, veš, malo bi se tako probala držati, ampak pa. Čez nekaj časa. So se prej pogovarjali. Tako da ja, Salma je zelo prijetna bila, no, taka, se vidi, da je pač Latina, ne, in se mi zdi, da mi, bi rekla, Balkanci, ne, smo podoben kaliber. Moja babi je Hrvatica in enkrat je na nekem družinskem kosilu rekla, še dobro, da sem jaz Hrvatica, da imate vi malo življenja. Ja, jaz se spomnim, recimo, ko sem prišla mojemu možu na kosilo, ne. Oni so gorenska družina, čeprav vas je velika, ne, oni so bili 3, ne, takole, za mizo, tišina, mir, vsak takole lepo pojedu, ne, je Revež Rok prišel k nam, to je bilo ono po celi mizi, a veš, dretje, svejanje, kreganje, vse, ne, veš, se vidi,
ta razlika, se mi zdi, Slovenci so vseeno, če povzameš narodno, sej imaš posameznike, ne. Se mi zdi, da smo kar, jaz sem pač miksno, tako da. Ja, Bolj grem na dol, kar se tiče energije, Ja, jaz pa tudi. karakterja. Jaz sem tudi tako kar malo izstopala v družini, ker tudi nikoli nisem ene take konvencionalne poti izbrala, vedno sem tako šla, ne the easy way, ampak the hard way. Ja. In sem si včasih rekla, pa zakaj moraš vedno ta A težji ne, poti a izbirati? ne? Zakaj ne bi tako mirno, varno, ampak ne. Pač, ne. če imaš to v Če krvi, imaš, imaš in ne ne moreš moreš. tega Pa fajn je. spremeniti. Ja. Jaz sem tudi z leti pol, veš, mogoče, ko odraščaš, pa tako, sem bila zmer, ali sem kakšne neumnosti počela, ali sem pač bila tako divja, pa sem bila, veš, včasih moram se umiriti, moram se spremeniti. Ma za koga? Zakaj bi se spremenila, če mi je všeč, če sem rada taka, a veš? Lej, jaz pravim, da energija te ohranja mladega Točno to. in šport. Točno In to. če imaš energijo, imaš voljo za šport, in to je, mislim, da dobro vodilo za stara leta. Ja. A veš, ne? Ja. Ker čim si ti tako len, pa tako, a veš, pa z leti postaneš, že jaz vidim, pa jih imam 37. Pa sem lik zadnjič z rokom govorila, sem rekla, a sem se jaz malo, tako ko kriči, malo umirila. Malo čudna. A ne, da, moramo praviti to nazaj. Malo fitnessu eno, veš, Ja, tež več, eno pa tež bo. več. Ne, jaz tudi vidim. Pač, tako se mi zdi, tudi ženske se z leti sproščamo. Ja. Ker smo najstnice, tako se malo bolj obremenjuješ. Pa to Ja, meni pa je pa- izkušnje imaš. ne? Ja, meni je pa Itak. tako vsako leto boljše in vsako leto sem bolj tako, ko bi rekla, po domače rečeno, pretegnjena. Ja, pa se prav. Ker se v bistvu tako sproščaš in v bistvu se ne obremenjuješ več z okolico. Imaš Dobro se tiste ljudi, počutiš, ki ti točno pomenijo, zlobni jeziki bojo vedno. Ja, Samo sploh v moraš naših se- poslih, pač vedno bo nekdo, vedno bodo ženske, Vedno. ki bodo imele kaj zapovedati, tudi moški, ker tudi moški si najbrž bila marsikdaj tako kar zalogaja. Ne? Ja. Vse zato sem si pa najdla enega takega, ki je shendlo tole. No, da greva pol, če smo ravno že omenili Roka. Kako ste se vidva spoznala? Ja, tako kot se za žurerje spodobijo, ne? V klubu. The best. Ja, spoznala sva se v klubu in to zelo smešno. Jaz sem hotela stopiti na eno stopničko gor in sem pač tako random enega rukala, veš, kako da pomagi mi, a ne? No, In je bil on. in ti je pomagal in ti še zdaj pomaga. In mi v še zdaj življenju. pomaga zelo. Kako lepo. Ja. Neka, on je pa bivši profesionalni smukač, Tako. tako da tudi njemu gre adrenalin po krvi. Ja. Z leti se mi zdi, da še bolj A res? in še bolj. In A še tudi bolj. po končani karieri? Tudi. Kaj, Ja, veš, kaj kaj si pa jaz zdaj mislim? spravil? Jaz mislim, da če si ti rojen, pa da začneš ti že pri 7 letih dodajati dnevno si doze adrenalina v telo in ker tega ne dobiš, se sploh ne počutiš, kot da si živ. Ja. In on rabi tele šoke. Ampak jaz telesne. to razumem, ker mi da so si ful podobni, hkrati pa ful različni. a ne? Ampak imava pa to skupno točko, ta adrenalin. Ker okay, Ja. ti ga imaš v malo bolj ekstremnih primerih, jaz pa na odru. a ne? Ja, Mene ja, pa drivajo ja, novi te pa- dogodki, ja, novi ja, nastopi, ja. nove stvari, ki jih moram usvojiti. In to ja. je tudi To je, adrenalin. sigurno. In jaz vidim, ko imam recimo kakšne mesece, ki so malo bolj mirni, se mi paše. ko pol Ampak si takrat- kar tako malo umirjena, ne? Pa Kar, tako. ja, kar mal se ne poleniš, ampak tako. Mal ti, jaz rabim malo to iskrico, da je malo skozi nekaj Točno prižgano to, v meni. sparkle, ne? Jaz pravim, in to je tudi pri ljubezni, a ne? Ja, Jaz vedno pravim, vedno mora biti sparkle. ja. Ker sparkla ni alarm. Vidva sta se spoznala ful mlada. In Ja. me zanima, kako uspevata to ohranjati, glede na to, da sta imela tako v bistvu kar težko razmerje. Če gledamo za neke normalne ljudi, pač ti si bila večino časa sama. Koliko? Ja, midva sva, enkrat sva računala, da sem bila od 200 do 220 dni na leto sama. Noro. Do v bistvu, zdaj bo junija, bo 6 let bo že. Ko imaš 6 dejansko let, ko moža imam in moža, očeta svojih otrok wow, doma. ne. Pa še kar zdaj, če grem za vikend, sem tako v stiski, ker sem navajena bila, ko ga pogrešam, a ne? Ja. Ko te bom pogrešala, a ne, a čem sploh hit? A veš, sva kar tako, a ne? Ja, bila sva mlada, 22, 23. In si tudi zelo malo zanosila. Ja, po 2 letih pa pol, ampak se to je to, a veš. Sicer nisva načrtovala, ampak ko veš, ne. On je mene pogledal pa je rekel, ja, super,
bova pa malo prej, a ne, kakor pri 30. Ful dobro. Res sem se isto z mojo sestro pogovarjala podobno stvar, ki je spoznala svojega moža, tako tudi precej mlada, tam nek kot ti. Sam nič ne bi spremenila, super je tako, res. Ja. In jaz sem jo vprašala, sem rekla tako, dosta se hitro zaročila, poročila, imela otroka, pa sem rekla tako, a si ti zihara, ne? Pa je ona rekla, veš kaj, Flora, ka veš. In to je tako mirno rekla. Jaz se prav spomnim, ko sem imela ta pogovor z njo in sem bila tako, wow. Ja, veš kaj, jaz vedno pravim tako, ne, to je moje mnenje, ne, da ti, ko spoznaš človeka in greš z njim v neko vezo, se mi zdi, da je najbolj pomembno, poleg seveda metuljčkov in iskric in vse, potem to vse mine, se noben ni, a ne, da to skozi. Čeprav jaz sem tega mnenja, da je treba tu ohranjati, pa čeprav parkrat, ne vem, enkrat na mesec ali pa enkrat na 2 meseca, da to zagori spet po 15 letih, a veš, pa to ohranjaš, ampak pač tvoj partner mora biti tvoj najboljši prijatelj, a ne. Zato, ker ljubezen, ne, ima ups and downs. Tisti, ki reče, da jih nima, ne vem, no. Malo spone in padce. In če imaš ti najboljšega prijatelja ob sebi, a ne, se kaj, najboljši prijatelj si rečeš, skregana sem, zavedno, ne maram te, ja ne, a ne. Saj jaz ne, jaz imam prijateljce, nekatere iz osnovne šole, iz srednje in smo 6 prijateljce in smo od takrat, in smo prijateljce. In vem, da bomo prijateljce do smrti. In tako je pa s partnerstvom, a ne. Vsaj meni se zdi, da midva sva pač najboljš prijatelja. In ne čakava na čas, ko bova en brez drugega, ali pa ko bova šla en brez drugega ven, midva se veseliva, ko greva skupaj. Pač en brez drugega je čuden, sploh hit. A veš, Saj se mi zdi, da je to point, da v bistvu si z nekom, kad je z njim sam še boljš, kot sam še boljš. Ker če ti ni, pol, v bistvu res nima smisla, da si z nekom, pol si lahko sam. Jaz tudi sem rekla, raž sem sama, kakor da se podajam v neke veze, ki pač, saj rečem, sem imela srečo, sem ga spoznala, ampak sej mogoče je kdo koga spoznal, a ne, pa se ni bil pripravljen potruditi, a ne. A veš, zdaj odvisno, a spoznaš človeka, ki pač se potrudiš za njega, ali pa pač se vsak lahko pošle vse nekam, pa greš naprej. Tako je pri vsaki vezi, a ne. Zdaj pa, dobro, ne govorim za ekstremne primere, če se ne razumeš, pa ugotoviš po dolgem parih letih, da nisi za skupaj seveda, ne. Ampak kreganje bo in ti si imela tudi tak lep vzor iz družine, se mi zdi. Tvoja dva sta tudi kar nekaj let skupine. V bistvu je moj tatko, jaz ga kličem tato, to je po makedonsko, veš, v najstniških letih me je bilo sram. So prišle prijateljice, pa sem bila ej! Veš, ej! Halo? Moj tato, no, je pa, mislim, od moje mami prvi fant. A res? Pri 17 letih. Moja dva sta tudi, mislim, moja mama je bila tudi 17. Veš, takrat je bilo to, se mi zdi, zdaj ni več tako. Zdaj ni, mislim, ali pa jaz ne poznam, mogoče pa, veš, mi zdaj, ko smo v Ljubljani, mogoče tam na vasi, veš, jaz sem tudi z vasi, ne? Jaz sem čisto drugače odraščala, ne? Jaz tudi. Jaz poznam par ljudi, ki so tako bili, recimo, high school lovers, high school sweethearts, ali kako se reče, ki so se v srednji šoli spoznali, pa so zdaj skupaj pa imajo otroke. Dosti jih poznam, ampak je res, da je to bolj prisotno na vasi. Pač sej to je logično v življenju, se mi zdi, več imaš opcij, več razmišljaš, tudi odvisno je od tvojega lifestyla, ne, recimo nama se ful dogaja, ne, ti bi lahko, ne vem, tam na filmu nekoga spoznala, ali pa on kaj smučil in ga ni bilo. Pač meni je enkrat ful dober rekel, ki mi je rekel, veš kaj, Flora, ljubezen je na koncu stvar odločitve. Točno to. In to meni Rok doskrat reče, lih zadnji smo se nekaj pogovarjali zdaj na pikniku, pa je rekel, nekaj sem ga hecala, pa dela, veš kaj, jaz sem se odločil. Takrat sem se jaz odločil. In to je pač bilo to. Pač odločiš se, a ne? Seveda je prisotna ljubezen in zaljubljenost in vse, ampak pa tista kemija, a ne? Ampak, veš, jaz sem v najini vezi, kako se reče, skozi hočem, da je ogen, veš. In sem jaz vedno rekla Roku, okej, jaz delam sparkle, ti pa pač moraš slediti, ne. Če vidiš, da jaz naredim sparkle, ali pa naredim
Sparkle, raba, halo. Ja, res je, kam greva. Tako da to moraš, veš. In kakšni so tvoji nasveti za ta sparkle? Ja, definitivno midva greva enkrat na mesec, dobro, zdaj izpustimo, sem imela poškodbo kolena, pridejo momenti v življenju, ki pač to ni mogoče, ampak ne. Načeloma se trudva velikrat iti sama nekam, kaj dobrega pojesti, kaj dobrega spiti, midva imava zelo rada elektronske žure, greva na kakšen dober žur, pa da sva pač sama, veš, ali pa da greva za 3-4 dni v neko mesto in da se čisto zgubiva in da sva jaz pa on, ne pa, ki so otroci, kaj bomo, kako bomo, zakaj bomo, pač, da sva stara 24. Kako da? Nekaj se mi zdi veliko ljudi, ki ima otroke, pa so samo otroci, in pol pač zapostaviš. Ja, ne, midva sva že na začetku bila tako, veš kaj, jaz pa ti pa jaz. Otroci grejo. Pač ne bova midva zdaj otroci, pa bojo pa otroci stari 15-18, pa bova midva, kdo spa ti? A veš. Sam midva tukaj čvekava, sem rekla, pogovor, čvekanje, tako da imam še enega tacga, veš. To je ful dober. Greva spat, pa sva 1 uro v postelj, pa še zdaj, od tolikih letih. Aloh spiva. Hudo. Ja, take veze so ful redkost. Da te nekdo tudi na vseh levelih privlači. Ja. Da te privlači fizično, ker pač to je nekako, se mi zdi, vseeno osnova. Absolutno. Zdaj si lahko mečemo pesek v oči, ampak tebe mora vleči k človeku. Mora ti biti privlačen, lep. Tudi če ni tradicionalno lep, pač tebi mora biti lep. Tebi mora biti, vsake oči ima svojega malega. In mora ti dišati. Dišati. Se mi zdi, da je to za ženske. Delali so en eksperiment, ki so v bistvu dali prešvicane majice ženskam. Lih zadnji sem poslušala en podcast in so one na podlagi vonja zbrale moške in potem so ugotovili, da so v bistvu bili njihovi geni ful kompatibilni v smislu, da je, ne vem, moški imel to, kar ženska ni imela in je potem zarodek imel največje možnosti preživetja. No, midva imava najbrž to zelo dober, ker glede na to trkam. Ampak je res to. Je res to, ker imaš določene, ker meni recimo, mislim se, v kakšne debate greva zdaj, ampak meni rok skozi diši. Meni tudi, ka prije svit, meni on diši, nikoli mi ne. Imaš pa ljudi, ki pač ti je tako, za mene oziroma za vsakega posameznika ti je tako ošitane. Ja, jaz se strinjam. In se razlikuje. In k enim ljudem te vleče in te privlačijo. In tudi, recimo, zdaj smo imeli debato s prijatelji, ko smo imeli en tak dinner night, da tudi prijatelji te privlačijo na nek način. Tebi so prijatelji fajn, imaš malo tako crush do njih, ker mora biti ta neka iskrica, tako kot si rekla, v vseh odnosih, se mi zdi. In če ni, lahko se trudiš, pa si uraden, pa probavaš, ampak če ni te iskrice, ne vem, mi se to krežimo s prijatelji. Pa je to najlepše. Taka dobra družba z vsemi, ki sem si jih zdaj zgradila in je pač tako, ni sploh težko zabluziti. Ja, vem, imam 5 takih bab in je tako, gremo na eno pijačo, pa me rok sem tako pogleda. Jutr pride. Ja, pijačo, ja. Ne, ful dober. To mi je pri tebi res všeč, ka znaš tako čez celo življenje vleči eno tako iskrico, energijo, voljo in se mi zdi, da te pol to tudi pomaga premagovati izzive. Recimo jaz zdaj največ delam, sem tako res veliko delam, ampak mene tudi to, če malo manj spim, pa to, če imam neke kvalitetne odnose, točno to, pa mene to nafila. Jamrat ne smeš. To pa jaz prav ne morem. Jaz tudi ne. Jaz nikoli nisem jamrala. A veš, tako rečeš, pa sem imela 2 majhna otroka, pa sem bila sama, pa mi je bilo težko, mi je bilo. Ampak sem rekla, veš kaj, to sem si izbrala, to sem hotla in zdaj boš ti to sfurala. Pa tudi, če, a veš. Ne, veš, kaj zelo cenimo, spoštujemo, občudujemo športnike, ampak, a veš, v zadnji za športnikom je pa ponavadi ena oseba. Zdaj, v večini primerov je to žena. Zdaj sem razmišljala, kaj je Prevc končal kariero. Kdo skrbi doma za otroke? Ja, Mina. Kdo je support, ko on je padal, ker ni imel dobrih rezultatov? Jaz, ki sem imela, se spomnim, enkrat sva se prav smejala, ker je imel poškodbo, in sem imela, ne vem, mislim, da je imel Izak par mesecev, Oskar je bil skoraj 3,5 in je bil še on polomljen. Si imela 3 otroke doma? Prav 3 imam, kako mi boste to povrnali? A ti zdaj vračajo? Ja, mi vračajo. Ful lepo. Kako si pa handlala recimo ta obdobja, ko je on, ne vem, imel poškodbe, ker on je imel obdobje v karieri, ki mu šlo ful dobro, pa tudi obdobja, ki mu ni šlo tako dobro.
ker vem, da mislim, če je to tvoje življenje in si v bistvu odvisen od tega in tvoj prihodek je odvisen od tega, koliko ti dobro smučaš oziroma karkoli delaš, a ne? Se mi zdi, da je to ful psihični pritisk, ker kad ti enkrat neha iti dobro, včasih se lahko zaciklaš. Kako si pa tukaj bila nekako v zadju podpora, kako sta šla čez taka obdobja skupaj? Ma veš kaj, Rok je zelo močen v mindu in tako. On se mi zdi večkrat, ko je padel, močnejši, mislim smešen, ampak on je bil tako, ne, ok, zdaj to, zdaj gremo. Rehab, to, tretje, bam, evo, in sem še močnejši. Pač so težki, težko je bilo, ki je zaključil, no. Takrat se mi zdi, da nobena poškodba ni bila tako huda, kot kar pač tiste, bi rekla, 2 leti po karieri, ne. Ampak, ne vem, super sva sfolgala. Tako, ko pogledam nazaj, rečemo, kdo pa je bilo to? To je bilo prav eno drugo življenje. Ja, ne, ko sploh ne... Tako, težko si predstavljam, veš, ko si bila neke vrste mati samohranilka. Ja, tako... čist, pa še v Ljubljani, moji so na obali, ne, njegovi so na Gorenskem. Pa to tako sem bila, veš, ne, se bom sama. A si nisi poiskala neke pomoči? Ne, mislim, poiskala sem si pomoč takrat, ko sem začela športati. Zato, da sem prišla nazaj v formo, ampak tako, pomoč 1,5 ure, da sem šla lahko na trening. Drugač, tako pa ne. Mislim, na začetku mi je mami seveda pomagala, ampak tako, kaj je bil novorojenček, pa tako sem nič kaj pretresljivega, da bi zdaj se kdo preselil, pa ne vem, a veš, da bi šla jaz dol, ne vem, kakorkoli. Pa sej to je tvoje, ne, sej to... Jaz si ne znam še tega predstavljati, ker isto mi sestra govori, kaj sem tako par ur s svojimi nečakinjami, dvema, ki imata tako... Pa ti je najbrž tako... Ona dve imata toliko energije in volje. Jaz si tako mojega brata za vikend zdaj rekel, a ste šli kaj domov? Tako sem srama, ne? A veš, ampak tako, če je pa tvoje, pa pač te je tvoje življenje, ne? Ne, se je rekla, ker nekako dobiš ne vem, neko dodatno energijo pa moč, kaj jaz jih obožujem tam, ampak to je gremo to, pa še skozi jih moraš gledati, da si ne bo kdo kaj naredil. Ja. Sam je pa res, da se tudi tam mali drugače obnašajo do stricev pa tet ali pa tako hočejo konstantno pozornost, se ti, ki si z otroki takole, a veš, je mir, zdaj pa vsak. Midva sva tudi nekako to imela na čelo, da nisva jima dajala zdaj 100% pozornosti skozi, a veš, pač dej, navadite se sami zaigrati, pa sami, pa malo jih pustiš, a veš, se ne rabaš ti njega skozi trest, pa skozi, a rabaš to, a veš, Ja. Pač dej, chill, pusti otroke, da so otroci. Pa da se tudi naučijo samostojnosti. Seveda, ne. Da jim zna biti dolg čas. Da, jaz, moja dva, ta male dva že sama dva hodita in na treninge in domov, in pa sta 9 pa 12 in na bus, vse. Tako da imata vse naštudiran, trkam. Če bi bila punčka, ne vem. A si želela punčka? Mislim, želela. Za to drugo, kaj imaš fantka, ne pa rečeš, bo punčka, še en fantka, zdaj, če imam še 3, vsi bojo fantje 100%. Ne znamo mi punčk tela. Močni geni. Čiste, smo vse mes pa mami. Sami fantje. Še psa imajo, kaj je Gigi. Ampak ni ženska. Ne. Ni ženska. Gigi Luigi. Hudo. Tako da sam moška energija. Ja, kako pa ohranjaš svojo žensko energijo ob toliko ene moškosti okrog sebe, plus to, da imaš moški. Ti v bistvu si imela tudi podjetje, ki si ga vodila, ne? Ti si prevzela družinsko podjetje pol. Tako da si imela 2 otroka, podjetje si furala, pač sama si bila. Kaskaderstvo še zraven. Kaskaderstvo. V bistvu podjetje, ki sem ga imela, ni imelo sploh veze s filmom pa s kaskaderstvom. Kaj si delala? Jaz sem v bistvu imela agencijo za zaposlovanje, tako da en del sem delala v družinskem podjetju, smo delali skupaj, potem sem pa prevzela sama in sem sama furala par let, tako da kar divje. In zraven snemala. Noro. Kako si pa, verjamem, da recimo, ko si dobivala vedno boljše vloge, delala z raznimi zvezdniki, verjamem, da ti je bil to čist nek nov svet, mislim tako, najbrž kaj tazga doživiš, to res ne doživiš vsak dan. In ti si po mojem ena redkih kaj toliko enih hollywoodskih zvezd spoznala tukaj v Sloveniji, oziroma pač Slovenka, ki je spoznala take ljudi. Najbrž jih res... Ja, veš, kar res jih ni veliko, pač. Mislim... Tako kot človek gleda, mislim, to je neke vrste
posebna stvar. A ne? Te ni povlekel, da bi bolj šla v to. Me je. Mene je že v bistvu, ta prvič, ko sem zanosila, sva z Rokom imela debate, ker sem hotela iti v New York na Film Academy delati ene tečaje. Sem celo bila že skoraj upisana, pa vse, pa sem zanosila. Pol sva ta drugič se to pogovarjala, da bom šla pa sam na en krajši tečaj, da se bova sporbala, pa da bova že nekako, se je bilo 4 tedne, pa tako, pa bi šla, ne vem, lahko moja mami gor s tam malim, ali pa tako nekaj, kar njega ni bilo, ne. Pa sem spet zanosila. Sicer je bilo smešno tega, da drugega sva načrtovala, ampak sva rekla, ti ne mogoče, da bi se takoj prijela. Cele, kako se trudijo vsi, pa tako, veš, da vseeno ne moreš si reči, zdaj bom imela, pa, ker to ni stvar odločitve, to traja, ne, veš, ne moreš ti zdaj telesu reči, zdaj pa bom, ne. Sam ponavadi manj, si obremenjen, hitreje se zgodi. In sem rekla, jaz in moj New York, super. Ja, očitno ti je vesolje hotelo povedati, da pač... Ja, pa tudi zdaj recimo, veš, jaz sem zelo rada mama, jaz obožujem med družino, rada imam in kariero in družino, nisem pa tak karierist, da bi rekla, zdaj pa jaz grem, pa vas bom pustila ali pa bom. Veš, vse da, ne? Če malo pač, jaz sem malo spustila svoje meje, sem rekla, ne bom zdaj naredila ne vem koliko projektov na leto, bom vzela tiste dobre projekte in sem še vseeno lahko šla in je bilo vse super. Sicer me srce boli, ta malo je kar name, prliman, ampak se rečem, se zdaj pa že toliko star, zdaj moš pa tudi ti malo. Pa ja, res imam, Pa si dala nekako vse eno družino na prvo mesto, to se mi zdi ful lepo. Jaz se na neki točki se moraš odločiti. Mislim, pravijo, da imaš lahko vse, lahko imaš vse, sam ne v istem času. Ja, pa malo, a veš, jaz sem tudi mlada imela, tako da sem v bistvu mogla zmanevrirati vse skupaj. In otroke, in sebe, in biznis, in veselje, in šport, in... Ja, pa še ti, ki imaš toliko enih, a veš, ti, ki imaš toliko enih iskric. Ja, pa vse to je fajn, veš, pa vse gre, vse se da, vse se da. Po mojem imaš res dober time management, tako da moraš dati kakšen nasvet. Ja, veš, jaz sem ful organizirana. Sam nikoli pa nisem se držala, to pa res veš. Jaz sem taka, da razmišljam vnaprej, ampak nisem pa imela nikoli tako planov, da bom rekla, zdaj do 30 bom to, do takrat bom to, do takrat bom... Ne, to pa nisem, pa nikoli si nisem mislila, da se bom poročila. Sploh nisem razmišljala o tem, ne, nikoli. Jaz sebe nikoli nisem tako, veš, kaj nareči, sem se videla, pa tako. Bela obleka, oltar. Ne. Ti bil črno, veš, najrač. Čudem, da nisem si pa sama naredila obleko, to pa res. Ful hodo. Ampak ja, tako da, kaj pa vem, veš, kako pravijo, življenje se ti zgodi, ko delaš druge plane. In tako je bilo res kar parmenno. Zdaj, ko pogledam nazaj, ne. Pa tako, ko imaš tukaj mlad otroke, a veš, vseeno, jaz sem stara 37, pa sem v glavi še zmeraj, ker da jih imam, ne vem, 24, pa ta malo je 12, pa sem tako, čigav si ti. Po eni strani je veš kul, da si imela toliko zgodil otroke, v bistvu, ko bo stane dva že čisto samostojna, boš ti lahko, mogoče pa takrat šla v New York. Vse to, a veš? Bomo videli. Veš, pol z leti se ti razvijajo še druge želje. Vem, ful se spreminjamo. Ja, res ful. Jaz si nikoli nisem mislila tako, da bo mene stvari delala, kaj jih delam. Jaz sem pa včasih ful si delala plane, ko do 30 bom to, do takrat bom to, ker sem pač kozorog in plani so meni v krvi. Moj starejši sin je kozorog, on se zjutraj zbudi, če je vikend. Kakšen plan imamo danes? Vem. Oskar. Prosim te, pa jaz se spomnim, meni je mami to govorila, Tjaša, daj se umir, sam jaz pa nisem bila zdaj, da bi rekla plansko tako, ampak veš, dnevne plane, kakor sem pa brega, imam pa rada, ali pa da vem, da bom nekam šla, jaz imam pa ta plan, jaz rabam pa imeti
plan za potovanja. A veš, grem sem, da grem sem, ok, imam letno to, približno vem, ok, zdaj sem mirna. A veš, ker če nisi mirna, najbrž to ti nisi bila mirna, ne? Ja, mislim, pri meni je bilo še tako, da sem mogla ful hitro odrasta, veš, jaz sem pri 16 sem šla na oddajo, sem se sama v Ljubljano vozila, veš, pri 18 sem šla na Dunaj študirati, sem spet šla sama živeti v novo državo, nov jezik in jaz pač brez planov nisem preživela, ker sem bila faks in skozi službo zraven. Že od, moja prva služba je bila pa 14 in zdaj sem si mogla že poletne počitnice zorganizirati, ker pač sem delala vedno, v Ameriko sem šla delati za en mesec. Tako, vedno sem si mogla ful zorganizirati življenje, da sem sploh lahko živela. Tako da zato sem jaz bila ful v planih, pa zdaj zadnje čase se mi pa zdi, da sem dobila pa ful ljudi v svoje življenje, pa tako na splošno lekciji, da pač ne moram več planirati. Da si lahko, zdaj imam pa samo še cilje. Rada bi dosegla to, pa to. Ampak kdaj si pa ne dajem več limitov? Zaradi tega, ker ene stvari se ful prej zgodijo, ker bi si jih mislila, ne vem, pač zdaj recimo ful živim svoje sanje v fulih pogledih, pa tako na čisto drugačen način, ker sem mislila, da jih bom. Ampak zato prepuščam, ko se mi zdi, da je vedno fajn imeti neko smer. Točno to. Sam pustiti pa potkam, da te peljajo malo levo, desno, pa tam nekoga spoznaš, pa tako. Točno to, zato ker če ne si ful obremenjena, ne? Jaz sem se tudi z Rokom to navadila, on je pa čist, on je pa tako. Kaj pa on po horoskopu? Dvojček. En dan je en, drug dan je drug. Tako, veš, on je pa tak. A gremo, ne vem, sej za Rim smo se odločili tako, 48 ur prej. A veš, a gremo sem, pa dej gremo, a gremo to. A veš, tako, čist je flegma, pa gremo zdaj, ne? Jaz vem, da on je tudi tak, bi to, ampak ni pa zdaj, da bo delal bajne plane. Tako da me v bistvu on uči moje potrpljenje, ker včasih mu naredim tako, da bom za to. Sej veš, da bo. Ja, bo in jaz tako, ok, tjaša. Ampak ni tako, da vedno rabimo mi en tak nasproten pol, da ne smal. Jaz sem vedno imela tako. In pa se učiš, ne? Tako da, lej. Vsak človek pride kot učenje, eni vstanejo, eni grejo. Eni grejo, točno to. Tako da ful. Kako sta pa, pol, ko je on recimo nehal čist s kariero, kako sta se pa navadila na ta proces, da je on spet doma, da je on spet oče, mož, kako je bilo njemu, kako je bilo te, pa sta si pol, ne vem, nekako vloge razdelila, kaj prej si bila ti, oče, mama, vse. Ja, kaj pa vem, veš kaj, jaz nikoli nisem bila ta punca, žena, ki bi bila, da jaz sem zdaj naredila to, ti pa moraš to. Ali pa, a veš, jaz nisem nikoli bila, da je on prišel skozi vrata, pa da sem mu dojenčka porinila v roke. Zdaj sem jaz to, zdaj pa deti. Pač meni to ni naravno, ne vem. Kaj pa vem? Nisva si nič razdelila, mi dva pač sva živela. Toliko sva se pogrešala, veš, da je bilo pravno, doma si, pa sem ga včasih kar pogledala, pa kar, december, je vas doma. Veš, gremo na božično večerjo v miru, a veš, ne rabiš 26. it. On je zmeren dan po božiču šel. Takrat sem jaz Oskarja rodila, 26. decembra. In v bistvu sem glih rodila in je pač čez par ur šel, ne. Naro. Tako da, ja, je bilo kar, sam lej, se navadaš, a veš. Pač veš, da je tako. In po mojem, se je enkrat rekel, veš kaj, ti si prav rabila tacka, kakor sem veš, da tako malo gremo, pride, da je skozi ta ogen, veš. Jaz sem te pa po eni strani res, veš, če pa vsak dan isto. Itak, skozi je pol sparkal in meni je to super. Zdaj si ga pa pač narediva, ker si ga lahko, so že otroci tako veliki, jih pustiš, greš, zdaj se veseliva poletja, kaj ona dva gresta v kemp, veš, kaj ful uživata, mi dva greva tudi po svoje in je tako. Brez slabe vesti si narediva, no. Ful dober. Zdaj si šla tudi prvič sama v Indijo. Ja. Ful sem se nasmejala, ker si mi rekla, da ti je brat rekel, da ga vsi sprašujejo, če se ločujeta. Če se ločujeva. Tjaša v redu. A sta vidva v redu? Stari. Valjda, da sva. Pa to, evo, to je še en hack, bi rekla, partnerstva, da pač si pustiš, ne, biti svoj človek, ne, sej, mi dva sva najrajš skupaj, pa najrajš smo, če smo vsi skupaj, ampak fajn je vsake toliko časa, če imaš ti kakšne želje, da jih pač uresničiš, ne, tako kot on, ne vem, bi šel na Alasko, heliskiing, jaz to ne bom šla, ne, ker pač smučam 6 let, naučil me smučati, ker je zaključil kariero, ker nisem smučala, pa niti ne bi šla, ker nisem nek full fan snega, ne,
pač pej to živi. Jaz sem šla na Kostariko jogirati, a ne, pač tako, Ja, veš, jaz itak. zelo rada jogiram, zadnja leta, no, v bistvu sem leto pred korono začela in mi je fajn, ker se ful nekih novih stvari naučim, umirim, a veš, in mi paše, ne. Včasih sem delala treninge sam, bootcampe, body attack, da je vse norelo, ne, zdaj sem pa prav, mi paše biti pač joga, seveda še vedno grem fitness, ampak ne delam z utežmi preveč, delam sam z lastno težo, pa tako. Ampak pač take stvari, da si daš čas, a veš, da počneš. Ja, ker vsak je svojega svoj kaj. človek in Ja. tako moraš v prvi vrsti biti ok, A veš, sam jaz- s sabo. Ja, ker jaz zdaj, ko sem šla, za 18 dni sem šla. Ni to malo, ne? Ne, Sem to je rekla, kar velik. če bi za mi dva otroka. prve 3-4 dni rekel, tlele imaš karto, bi sam pobrala jo, pa bi šla domov. Ker ne rabim jaz tega. Ampak, ko pa sem prišla nazaj, pa že po enem tednu sem bila tako, dobro, da sem šla, ker sem bila jaz. Nisem bila ne mama, ne žena, ne prijateljica, nič. Jaz sem bila. In je zanimiv. Ker nisem bila sama, dobro, sem šla s prijateljicami ali pa z Rokom tako maksimalno, ne vem, en teden, a ne, ki sta pač zdaj zadnja leta. Ampak drugače, ko greš ti sama, ne. Itak, čist je drugače. Čist je drugače, veš, in jogirala sem vsak dan in v bistvu sem imela poškodbo kolena letos decembra. Prva poškodba, trkam na smučkah. Grozno, sploh Kdo bi nisem si padla. mislil? Sploh nisem padla. Sem rekla, da bo vsaj padla. A veš? Kaj bi si nič. naredila? Kaj si Obrnilo mi je, porinila sem se za tamalimi, pa mi je obrnilo kolen, au. počlo, počena tibija, Au. pač piščava, ne, pa raztegnjene sprednje križne. Ni bilo za operacijo, hvala Bogu, ampak je pa rehab, a ne. To je pa, to bi pa rekla, da je bilo pa najtežje, kar sem doživela. Pa vse skupaj nič, ampak da moraš ležati. Jaz Ja. ne morem ležati, a veš. Jaz nisem, meni ti ne vidiš na kavču. Če mene tam mali vidijo na kavču, reče, mami, a zbolana? Pa še to se ne zgodi velikrat. In sem mogla 6 tednov takole biti. Kao. In kaj si se skozi to naučila? Ne vem, če sem se kaj naučila, malo sem bila nervozna, ampak tako, a veš, veliko, mislim, vidiš seveda vsakeč znova, jaz tudi, kadar sem bolana, rečeš, zdravje, sam da me nič ne boli, sam da sem zdrava, saj to vsak, ali pa sam če te glava boli, ali pa nekaj rečeš, jaz sem včasih imela ful glavobole pred nosečnostjo, sem imela migrene velike, a ne. In vedno, ko me je po, ne vem, 3-4 dneh nehala glava boleti, sem bila tako, koliko je svet lep, a veš, ne? Tako da, itak, nisem se pa definitivno naučila, da, veš, kaj nekateri se poškodujejo, pa reče, ali pa tako, na smučanju si se, a ne, sej zato jaz ne smučam. Ma ne, to pa ne, veš, jaz pa nisem taka, jaz pač, takoj bom šla nazaj na dile, nazaj bom šla smučati normalno, poškodbe so, poškodbe bojo in a zaradi tega Pa to pa se ne ti ne lahko zgodi počnem. doma na stopnicah. Točno to, Ja. veš. Tako da, Ne, tako sem mislila, veš, če si se, ko si se mogla malo poglobiti, a veš, se pa malo več pomeditirati. ja, lej, veš, kako bom rekla, našla sem svojo najljubšo serijo, jaz tudi ne The gledam best. veliko serij, pa sem gledala in mi je pasal. Ampak poglobila, pa veš kaj, mene je joga že poglobila, po mojem, tako da sem, vse je smešno, ampak joga ti res da en tak, ne vem, sploh ne znam Ja, vem, opisati. jaz sem začela med Ne korono, vem. oziroma še prej, sem začela tako vsako jutro, zdaj sicer ne več vsako jutro. Ja, pač sej saj meni zjutraj- tudi pol življenja te Ja, odpele, pač, sej jaz sem tudi Recimo zdajle danes spet malo- nisem se nič premigala Ja, zjutraj, jaz ampak tako tudi. probam pa res zjutraj vsaj tako par vaj narediti. Že čistko sam, da se zalaufaš, da, Ja, da in je si čisto glavo drugače in zbudiš. se tudi tlele odpreš Ja. in tako in je. ne. Ej, pa toliko vidim, koliko zgubiš raztegljivost takoj. takoj. Kaj jaz sem včasih bila ful, ker Ja, sem veš, pa tako plesala. skozi smo tako, Ja, a ne, ali pa če ja. si z računalnikom, a ne, tako da, lej. In samo teh 10-15 minut zjutraj, mislim, jaz vidim, a veš, po 2 tednih, ko nič ne delam joge, recimo, Ja, vse ja, jaz je ostale čist- stvari delam, ampak že samo, če se ne raztegujem, Ja. opazim, ker ne moram več dati nos do kolen, ker mi drugače je je- nekaj najlažjega. Ampak No. tako sem prav, starejši, ki si se mi zdi hitreje zgubiš. Ja, sigurno, Ja. sigurno. In je čist drugačne, ali greš ti na fitness, a veš, ne, ali ti pa druge mišice, ja. čist drugo, ne. Ja. Sam jaz tukaj stvari, ne vem, zdaj sem rolala cel teden, Ja. a veš, pa sem bila prav tako, koliko je dobro rolati.
več moramo rolati, a veš, pa bi šla na isti bike. problem. A veš, pa bi šla na bike, pa pol sem rekla, veš kaj bi še, jaz ful rada se naučim določene športe, pa grem naprej, a veš, ne vem, 1-2 leta nazaj sem se upisala, sem šla windsurfat na obali, a veš, sem si vzela tečaj in sem šla. Ok, to zdaj znam. A veš, Ja, jaz sem tudi taka. zdaj bi tenis, zdaj gremo tenis, zdaj bomo enega učitla. Ej, a res treba, jaz se tudi učim. No, Mislim, jaz sem rekla letos, Dej, bi kaj pa, rada če gremo tenis. skupaj? No, dej, Ej, evo. ne, presežem, zaradi tega, ker jaz sem pa igrala včasih tenis, ampak Jaz pa pojma malo so me nimam o učili, tenisu. malo so me učili tako, a ne, neprofesionalno in mi je Ja. šlo ful dobro. Tako pa sem šla pa še na par ur k trenerju, ampak to je bilo lani in mi je rekel, da imam pač potencial, ne, in pa valjda, ker meni reče, da imam potencial, bom jaz še bolj, veš, ono tako. Pa se je pa zgodil live in to, kaj enega dela in vem. pač enostavno, pa sem začela v fitness hoditi pač na treninge z utežmi, ki mi je to pomagalo za moj urnik, da sem Ja, sploh, pa a veš, da imam najlažje, ne. energijo, Ja, da sploh lahko živim. To mi ful pomaga, jaz rabim pač šport Itak, za glavo, zato itak, da sem vse. pozitivna, a veš, da si skozi v Itak. pogonu, to pač ful rabim, te vaje in pol pa ni časa za vse. Ker jaz sem plesala tenis, uno, tretje. Vse. Jaz sem zdaj rekla, meni je zdaj najlažje recimo 2-krat na teden, da tam avga, ka veš, nisem pa še mama taksi popoldne. Ja, itak. Rok ima enega, jaz imam drugega, a veš, in gre vsak po svoje. In pol tisto uro pa pol, kaj, ne tam čakam, ja ne bom, ne. In pol sem si najdla fajn iztočnico, da ga odložim in šibam v fitness in sem uro Super. 15, ne, in pol ga poberem in v bistvu ni, da smo potem skupaj, a veš, ker jogo imam recimo tudi 2-krat na teden, sam jo imam zvečer, a ne, glihono med 7 in 8 in je pa to, a veš, po celem dnevu prideš domov, pa pol popoldne so treningi in se hočeš sesti za mizo, da kaj počvekaš, da se še za šolo zrihtamo, pa mi je tako, jogo imam, ne, ful mi je fajn iti, ampak lih ta ura, ne, sploh zdaj, ko sta 6. razred, pa tako, a veš, ker... Kaj že treba malo sedeti. Ja, mislim, tako, jaz sem rekla, sedim do 5. Ko do 5. razreda sedim z vama, vaju naučim, kako se učiti, ker nekdo te more, ne, vsaj, a veš, pomagati, spraševati, pa tudi lažje je, ne, se je tudi odvisno od otroka, eni pač res ne morajo, ne. Tako da jaz trkam, pri Oskarju, nič ne sedim, on je 6. razred, on je zdaj sam vse zrihta, ampak vidim pa, da ga moram preganjati, ker če ga pač ne preganjam. Malo reče, da ni imel naloge. Ja, si sam. Pokaž, da vidim. Si res. Ja, mislim, pač tisti, ki imamo, se mi zdi, fulene volje do življenja, bolj je vedno bolj problem to, kako vse spraviti skupaj, kot kaj početi. Kaj početi, točno to, ja. Tako da ja, jaz bi lahko s tabo še 100 let govorila, po mojem svetu, že ful dolgi. A svečer že? Ne vem, ne gledam na uro. Jaz nočem gledati na uro, ker nočem biti omejena. Sej. Ker Pol bo ve midve tle lahko do jutri, a veš. Mislim, da po mojem bolj, da nadaljujeva to zdaj kje drugje. Da ne bova preveč zašli, ampak se mi zdi, da smo imeli danes tak življenjski pogovor. Tako. Šel je malo v druge smeri. Si imela začrtan kaj drugega? Ne, tako, rekla sem, jaz se vedno prepustim, jaz se vedno tako pripravim, pa imam par vprašanj, ampak pol, a veš, te nekako vodi pogovor in pridejo pa vprašanja in vedno dam namero, preden grem snemat, da posnamem točno to, kar nekdo, ki bo to poslušal, rabi slišati. No, in pol se mi vedno zgodi tako drugače. Tako sem jaz tebe slišala, a veš? Ja. Ne? Midve imamo ful, to še povem, preden te vprašam, kaj boš zdaj počela v življenju. Midve imamo ful hecno zgodbo, ki si me pofollovala na Instagramu, tako moderno prijateljsko zgodbo. Moderno. Ki si me pofollovala na Instagramu in sem te nazaj, ker sem približno vedela, kdo si, zdaj pa zanimiva. In pa sva se nekaj časa tako malo followali, pa to. In si mi tak lep message pol napisala, da te spominjam na mlajšo sebe, ki si en moj podcast poslušala in sem bila toliko vesela. Sem bila prav tako, bila sem na Rožniku, pa se sem ti razlagala, zelo redko poslušam tako in sem nekaj prav, ne vem, sem nekaj, zdaj pa moram nekaj. In sem te poslušala, kako ti govoriš, da sem nekaj, ta je pa čistaga, kaj jaz prav moram bi napisati, kako je dobra. Kako lepo. In pa smo se dobili na kavi in sem imela nekaj naprej, pa sem itak zamudila, ker smo pozabili na čas. Tako da, v glavnem, bova nadaljevali najno debato. Zdaj bi te pa rada še vprašala, ker vem, da imaš zdaj en projekt v Paci. Povej, kakor želiš, ampak zdaj, ko imaš malo več časa zase, ko si malo par stvari dala iz življenja, kaj pa zdaj pripravljaš v naslednjih mesecih? Ja, zdaj pa pripravljam tako, bom rekla, nisem si
točno začrtala dneva, kdaj bo ta dan, ampak delam razvoj nekaj mediteranskega, bi rekla. Nekaj, kar se za Primorko mogoče spodobi, da to naredi. Pa nekaj za vsako žensko, ki se bo rada počutila lepo in kasneje tudi za moške. No, super. Tako da ne bom pa kaj preveč povedala, me boš pa povabila čez par mesecev na še en podcast, pa bomo od tega govorili. Bova že nekaj zrihtali. Ej, Tjaša, ful, hvala. Hvala tebi. To je bil res en tak sončen pogovor, tako da mislim, da se ne bo mogel noben slabo počutiti ob tem, ko ga bo poslušal. Ja, upam. Tako da ti želim ful sreče, veselja, radosti, energije še naprej. Hvala lepa. In srečno na vseh poteh tvojih nadaljnih. Enako tudi tebi. Zdaj te pa vabim na kavo. Mačo kavo. Super, the best. Vam pa hvala za poslušanje. Če so vam epizode všeč, ste pa itak vabljeni, da se subskrbate ali na YouTube oziroma na katerikoli podcast aplikaciji to poslušate. Ful so mi tudi prijetni, lepi vaši komentarji, sem jih kar nekaj dobila na zadnjo epizodo z Elvijem, tako da se vedno javim nazaj na Instagramu in sem vedno vesela vaših sporočil, sicer pa se slišimo prihodnji mesec. Imejte eno čudovito, kako bi rekla, en čudovit vstop v poletje že skoraj. Čau, čau!